Pozdravljeni! Sedaj, v tem obdobju, ko ni dirk Formule 1, dobivajo na popularnosti kategorije, kot so e-sport, Formula 1 dirke. Zadeva, katera zgleda pravda Formula 1, a ni. Gre za igranje igric v virtualnem svetu. In tudi, če so prisotni razni bivši in sedanji vozniki Formule 1, to še zdaleč ni prava stvar. Gre za zadevo v virtualnem svetu, katera je le podobna tistim v realnem. A da ne bo pomot, nič nimam proti igricam in igranju igric. So izjemno sproščujoče, mnogim izmed nas lahko pomagajo, da malce živimo svoje sanje. A to ne pomeni, da igranje igric lahko enačimo s pravo Formulo 1. Vsak izmed nas si želi vsaj enkrat v življenju se usesti v bolid Formule 1 in odpeljati krog, 2 ali celo sezono. Ampak poleg talenta, ki nam je podan v zibki, ali tudi ne, je potrebno imeti tudi fizično pripravljenost, veze, finančna sredstva, poznanstva in še marsikaj drugega. Vem, izjemno težko je to in samo redki in izbrani imajo te priložnosti. In sedaj, ko dirk ni, postaja bolj popularna serija virtualnih dirk, kjer zgleda, da vsak se lahko pomeri šampioni Formule 1. A poglejmo, kakšne so tiste bistvene razlike, da bomo bolje razumeli, zakaj po mojem osebnem mnenju moramo ta dva sveta izjemno ločiti. Prava Formula 1 je izjemno fizično naporna. Hočete en primer? Predpostavljamo, da glava voznika s čelado in ovratnico Hans je težka tam okrog 7 do 8 kg. Mislim, da ste vsi zapazili, da ob zaviranju oziroma ob hitri vožnji skozi ovinke so pojemki oziroma bočni pospeški na glavo tudi tam okrog 5G. Kar pomeni, da sila, ki deluje na vratne mišice voznika, je tam med 35 in 40 kg primerljiva, tako da si bomo bolje razumeli. In seveda, mislim, da mnogi izmed vas ste videli, kako Fernando Alonso lahko stre orehe s mišicami svojega vratu. Če ne verjamete, poglejte ta posnetek. That's really not going to make it any easier. Yeah. I think I will not do it. I will try anyway, but you know, they're used to turn. Oh no! Oh God! Oh, I hear it. Oh, you hear God. it, no? I did. Oh my God! Sweet Jiminy Cricket, you got it. In če rabite še kak dokaz o fizični pripravljenosti voznikov, naj bo ta naslednji. Nekako, če si predstavljamo, kako silo uporabljajo vozniki virtualne Formule 1 na stopalki za zavore, moram povedati, da v pravi Formuli 1 je sila potrebna tudi tam okrog 125 kg, primerljiva seveda, in lep primer je na primer Alex Zanardi. Vemo, doživel je nesrečo, pri katerih je izgubil obe nogi, a ni se predal in se vrnil v takratno Formulo Indy ter odpeljal tisto prekleto dirko do konca. Iz njegovega pričevanja bom povzel to, da ko se je pripravljal, je šel v kopalnico, si nadel protezo, prilepil tehtnico na zid ter svojimi mišicami v zadnjici pritiskal protezo ob zid, tako da je dosegel določene vrednosti. Poskusite še vi prestaviti ta pritisk 125 kg. Pa kam bomo dali še toploto, vlago, ritem srca in vse ostalo, kar paše zraven. Pa tudi občutki, ki jih ima voznik v realnem svetu, kako se giba njegov bolid, kdaj nekatera izmed pneumatik izgubi oprijem. Vse dobi skozi mišice na zadnjici v svoje telo in primerno reagira. Pa tudi pospeševanja, zaviranja, vse, kar deluje na njegove notranje organe, udarci, ko gre čez robnike. Tega v virtualnem svetu ni.
In seveda, zavedati se moramo še ene zadeve. V realnem svetu, ukolikor pride do trka, je materialna škoda, ampak tudi fizična. Voznik občuti udarce. Nekaj, kar v virtualnem svetu ni prisotno. In seveda, to nam samo pove, kakšni atleti so vozniki Formule 1. Nekaj, o katerem sem že govoril pri njihovi fizični pripravljenosti in tudi malce pri njihovem načinu prehranjevanja. A poglejmo si malce konkretni primer. V sezoni 2017 in 2018 je bil prvak te serije eSports Brandon Lane. Ponudili so mu tudi, da se bo preizkusil v tistem pravem svetu, v Formuli 4600. In novinarji so poročali, da kljub temu, da je bil dvakratni prvak virtualne formule, v pravem svetu ni šlo vse tako, kot si je verjetno mislil. In seveda, v realnem svetu se moramo zavedati nekaj. E-sport kategorija je profesionalna kategorija, kjer so vozniki plačani glede na njihove rezultate. In če kdo misli, da gre za dobrodelne zadeve, ga moram razočarati. Gre za posel. Nekdo da seriji ta denar, da lahko potem izplačajo nagrade. Kdo ga da? Verjetno vsi mi, ki sledimo tem zadevam. In zato je treba biti malce pozoren. Tudi ekipe Formule 1 so prisotne z njihovimi oddelki tam zaradi popularnosti in ne zaradi kakega dobrodelnega navdiha oziroma podpore temu novemu v navednicah športu. Zato moramo biti sila previdni, kajti tudi če na primer Lando Norris pravi, kako so nekateri v teh virtualnih serijah blizu temu, da bi vozili kot on na progi, je še velika razlika med tistim, kar se lahko doseže v virtualnem svetu in velikim naporom, da se to doseže v realnem svetu. Poglejmo, kaj lahko dela iz dolg časa Charles Leclerc in poskusimo to narediti mi. In sedaj, če si mislimo, da lahko na računalniku vozimo podobno kot Charles Leclerc v realnosti, v redu. A to še ne pomeni, da smo mi tako dobri kot on. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.